kjer se pravzaprav, in to je po mojem še posebej, eno od kvalitet Pindarjeve poezije, kjer na nek način ne praznujejo samo ljudje, ampak z njimi tudi razno božanstvo in celo narava. Večkrat opisuje praznovanje tako, da je, sveti gaj zvenel ali pev, da je stara slava počasi vstajala iz zemlje, skratka, podobi to naslika, kot da je cela zemlja se začela dvigovati, svetiti in prepevati. In to je pravzaprav občutek praznovanja kot nekega res presežnega trenutka, ko življenje pravzaprav ni tisto, kar se običajno zdi, da je, ampak je pravzaprav tisto, kar mogoče v svoji globini ali svojem izvoru je. Mogoče pa bi, če imamo še čas, tisto vprašanje, ki sem vid previdno ognil, ali pa ga pustil za konec, če bi pravzaprav mogoče oba dva kakšno besedo lahko rekla na to. Imamo še 1 minuto časa. No, zelo na kratko, v bistvu glede tega navdiha, mislim, da seveda je lahko pojem navdiha lahko razumemo na zelo različne načine. Recimo, v osnovi je pa to nek pojem, se mi zdi, ki se je pravzaprav razvil in v naši zavesti, v domačini ga mi percipiramo z romantiko in pravzaprav je nek grško razumevanje navdiha, seveda, ki tudi obstaja, je v osnovi drugačno. Prav zato, ker bolj izrazito prihaja do izraza ta moment, ki ga je ravno kar omenil Brane, namreč navdih je vdor svetega v življenje, oziroma je entuziazmos, je v bistvu vboženje, je pravzaprav vstop pesnika v območje svetega, ki ga prevzame, medtem ko seveda v nekem sekulariziranem svetu novega veka je to pač bilo razumljeno drugače, kot temu, da imamo morda včasih opraviti z podobnimi fenomeni. Zdaj, kar je bistveno seveda za recimo neko pindarjevsko razumevanje navdiha, je pa to, da seveda Pindar je bil profesionalen pesnik, on je te pesmi pisal po naročilu in težko si mislimo, da bi šlo v tem smislu za neko čakanje navdih, recimo tako znamenito Rilkejevsko duhovno puščobo, ko človek pač ne čuti navdiha in potem ne piše leta in potem, v 14 dneh napiše devinske elegije. To je poezija, ki na vsak način ni nastajala na ta način, ampak je morala nastati v zelo hitrem času po naročilu in jo bolj lahko primerjamo, pravzaprav po moje, neka analogija, da razumemo ta moment navdiha, tukaj je neko ustvarjanje džezovskega glasbenika. To je pravzaprav, gre za neko obvladovanje inštrumenta, ki je tukaj jezik, za stalno delo z jezikom, ki pa samo po sebi seveda ni zagotovilo, da nastane tisti presežen moment. In to v najboljših momentih, verjetno ne vedno, ampak se to zgodi. Tisti moment, ko leta treninga, leta vadbe, leta igranja porodijo nekaj novega, nekaj, kar se je lahko zgodilo samo takrat in zaradi tega posebnega navdiha, nekaj takega v sferi jezika se dogaja tudi v pindarjevski poeziji. Prej je bilo morda videti, da sem se skušal Brane tega vprašanja utresti, čeprav ni tako, zdaj skušal nakratko nam odgovoriti. Pravzaprav je tisto bistveno že Gorazd povedal, namreč, da je sodobno pojmovanje navdiha, pesniškega navdiha nastalo v času romantike, da je bilo pri Grkih pač drugačno, da je šlo za uboženje, neko drugačno razumevanje. No, v bistvu ta sodobni pojem navdiha je psihološki. Gre seveda za to, da je kot ver
pesnjenja razumljeno nekaj, česar se, torej kar je pred besedo samo in česar se ne da racionalno obvladati. Ne. Večinoma je v bistvu tukaj potem za vir navdiha prepoznano nezavedno, nekaj, kar je pač v človeku nezavednega. Ne. No, pri Grkih, kot je že Gorazd rekel, bilo pa to bistveno drugače. In tudi Pindar, ne, se je v svojem pesništvu pravzaprav zelo veliko ukvarjal prav s tem, kar sam počne. Ne. Gojil je pravzaprav refleksijo o pesnjenju. Del te refleksije je tudi to, kako predstavlja svoje razmerje do lastnega in spiritivnega vera. Ne. To je pa pri Pindarju, tako kot že pri drugih starejših grških pesnikih od Homerja naprej seveda muza. No, zelo zanimivo je, v kakšno razmerje Pindar samega sebe postavlja do muze. Namreč muzo primerja s Pitijo, torej s prerokinjo v največjem grškem preročišču v Delfih, samega sebe pa z delfskim svečenikom. Ne. Zdaj, v Delfe, kot veste, so prihajali spet Grki iz vse Grčije. Piti so zastavljali različne vprašanja, na katera jim je dajala odgovore, včasih v verzih, v heksametrih, včasih pa pravzaprav v zelo fragmentarni in nerazumljivi prozi, ne, ki jo je potem tisti delski svečenik, ki je bil zraven, nekako spravil v razumljivo in hkrati tudi umerjeno, ne, torej metrično oblikovano govorico. Ne. No in tako, kot je bilo razmerje med Pitijo in njenim svečenikom, ki se imenoval profetos, ne, v grščini, kar pomeni tisti, ki pove naprej. Ne. Tako naj bi bilo tudi razmerje med Pindarjem in njegovo muzo. Ne. Pindar nekje pravi, muza je zamaknjena, ne. Muza prazni, muza vedežuje, jaz pa prerokujem. Ne. Torej, povem naprej tisto, kar izhaja iz njega zamaknjenja. Ne. S tem je pravzaprav Pindar skušal pokazati na dvoje, ne, da je izvir njegovega govora pravzaprav onstran njega samega, ne, da je v bistvu božanski. Po drugi strani, ne, je pa vendarle tudi želel poudariti svoj lastni pesniški delež pri tem, pri oblikovanju tega, ne, kar prihaja od božanstva samega. Ja, mislim, da je bilo to zelo lep zaključek, ki je pravzaprav tisto, iz česar vse izvira pravzaprav v tej poeziji na koncu postavil in s tem mislim, da tudi ta naš pogovor na najlepši možni način zaključil. Hvala lepa vsem za obisk in pozornost in pa obema sogovornikom za pametne misli.